V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom. tako da bo z nami Gospod, da bo Sveti Duh po nas tudi lahko govoril, zdajle zmolimo kesanje. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Skupaj počastimo še Boga Očeta in zmolimo molitev, ki nas je Jezus naučil. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Priporočimo se Mariji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Tako, zdaj pa prisluhnimo zgodbi, ki nam danes govori o neizkoriščenih priložnostih. Jezusa so poslušale množice, toda le malo izmed njih je bilo pripravljenih, da bi sprejeli njegov nauk, ker niso hoteli poslušati Boga in spremeniti svojega življenja. Jezus je razlagal, da je Bog ljubeč in potrpežljiv. Jasno je tudi povedal, da bo kmalu mimo možnost odločitve, da mu sledijo. Nekega dne bo judovsko ljudstvo spoznalo, da je zamudilo to priložnost. Povedal jim je naslednjo priliko. Živel je mož, ki je posadil smokovo v rodovitno zemljo. Potrpežljivo je čakal, da bi zrasla in rodila sadove. 3 leta je iskal sadežev, vendar jih je zaman iskal. Na drevesu ni opazil niti ene sočne smokve. Vedel je, da smokva, ki do zdaj še ni rodila, verjetno nikoli ne bo. Poklical je vrtnarja in mu naročil. Poglej, 3 leta je že, kar hodim iskat sadeže na to smokov, pa jih ne najdem. Drevo brez vsake koristi izčrpava dobro zemljo. Posekaj ga. Toda vrtnar ga je prosil, naj drevo še obdrži. Gospod, daj smokvi še eno priložnost. Storil bom vse, da bo obrodila, ga je rotil. Okopal jo bom in jo pognojil. Morda bo naslednje leto rodila. Če pa bo takrat spet brez sadu, jo boš posekal. Tako, ste že slišali to zgodbo? Ja. Že poznamo, ne? Zdaj, ta zgodba, to je Jezus povedal množicam in želi, da bi tudi danes slišali to zgodbo, ki nam pove o čem? O tem, da imamo priložnost nekaj dobrega narediti ali pa ne. Torej, Jezus s to priliko nam razlaga, kdo je Bog, kako je Bog potrpežljiv, ampak enkrat potrpežljivosti tudi zmanjka. Ja, potrpežljiv je, ampak če nekdo se ne spreobrne, torej obrodi sadov, ki bi bili potrebni, potem je pa, si pa sam vzame torej možnost, da bi lahko živel naprej v sreči in veselju. Torej, kako je ta vrtnar poskrbel? Jezus pravi, da je gospodar rekel, posekamo smokvo. Po koliko časa je bila brez sadov? 3 leta. 3 leta. Ja. 3 leta so imeli včasih katehumenat. Katehumenat pripravo na krst. In to je bil čas, ko se je moral nekdo spreobrniti. Če se ni spreobrnil, pomeni, če ni pokazal sadov spreobrnenja, so ga izključili. Kaj to pomeni? Kakšni so sadovi spreobrnenja? Potrpežljivost.
Potrpežljivost, ja. Dobrotljivost, Dobrotljivost, se pravi, da nekdo moli, ja, to so sadovi molitev, dobra dela in tako naprej. Predvsem pa ena stvar je bila za prve kristjane najpomembnejša. Janez Zlatulst je rekel, tisti, ki ob koncu katehumenata ne ljubi sovražnika, ne more biti krščen. Torej, ljubezen do sovražnika. To je težko. To je enostavno. najtežja. To je pa zelo pomemben sad. Ne? Torej, no, zato so vedno, ko so se ljudje včasih dolgo pripravljali na krst, so vedno gledali, kakšni so sadovi, kakšno je življenje tega človeka. Ali že moli kaj, ali hodi še k bogoslužjem, ali posluša kateheze, ali se zanima samo za ta svet, za denar, za delo, za zabave in tako naprej. Ne? In zato so imeli potem tukaj ene jasne, nekako jasna znamenja, ta je pripravljen za krst, ta je lahko krščen, ta bo dober kristjan, ta pa še ni. Bomo še počakali, še 1 leto počakamo, mogoče še 2 leti počakamo. Ja, Bog čaka do kdaj? Do konca. Do smrti. Do smrti. Torej, do naše smrti. Do Ja. smrti, ja. Ampak smrt pa lahko pride Kadarkoli. včasih prej, kot se mi mislimo. Ne? Bog, včasih so rekli, Bog ne plačuje vsako soboto. Kaj to pomeni? Za vsako dejanje ne da takoj kazni ali pa plačila, ne? Ampak počasi. Tako kot delajo policaji. Ko enega lovijo, ga ne, ko prvi prekršek naredi, ampak ga pustijo, sledijo, kot naredi pa veliko prekrškov, ko imajo dovolj dokazov, pa ga pa primejo polje pa kaznovanje. Ne? Ja. In tako tudi Bog dela z nami, misli, dal nam je pamet, razum, prijatelje, take in drugačne, zdaj pa moramo poslušati, koga poslušamo. Ne? No, in tako je tukaj Jezus to priliko povedal, da bi, ne, in kdo je, se pravi, gospodar je v tej priliki je Bog. Bog, ja. Kdo je pa služabnik? Smo mi. Ja, predvsem pa duhovniki, vzgojitelji, ne, starši ste tudi služabniki, ki rečejo, čak še 1 dan ti dam priložnosti, potem pa gre. Kaj, ne, se pravi, ali pa ne dobiš tega, ali pa tako, ne, se pravi, da po eni strani spodbujamo, ne, po drugi strani je pa prav, da smo tudi potrpežljivi, ne, potrpežljivi. Kje se učimo potrpežljivosti? Doma, v družini. Povsod, ne, povsod. Se pravi, doma, pri delu, posebej še, to se učijo tisti, ki delajo na zemlji. Vrtnarji, kmetje, Ki treba počakati. ko morajo potrpeti. Ne? Ti vržeš seme v jeseni in šele spomladi se vidi, če kaj ven pride. Ali pa vržeš spomladi, pa pol čez 1 mesec, 2 meseca pride ven, ampak še ni to. Je še treba čakati, da bo cvetje, potem še čakati, da bo sadje in tako naprej. Ne? Se pravi, mi se učimo potrpežljivosti tudi v naravi. Ne? In v naravi nas tudi Bog uči, kako je, ne, tisti, ki je potrpežljiv, marsikaj dočaka, ne? Marsikaj doživi oziroma dobi, prejme. Ne? Če pa nisi potrpežljiv, pa potem pa marsikaj tudi zgubiš in zapraviš. Ne? No, tako da, se pravi, mi imamo pa še zdaj, še dodatno, še nekatere priložnosti. Kaj so te priložnosti? To so naši talenti, naše sposobnosti, ki jih imamo. Kakšne sposobnosti imate? Šport. Šport, ja. Ja. Kaj še? Še kaj drugega? Glasba. Glasba, ja, glasba, petje, ne? Nekateri še, kaj? Kuhanje, ja, tudi. Ali pa tehnika, elektronika in tako naprej, ne? Imamo razne talente, sposobnosti, ki jih razvijemo ali pa ne razvijemo. Ne? In zdaj nekateri imajo to priložnost, da to razvijajo, drugi nimajo. Recimo tisti v Afriki imajo priložnost, da so smučarski skakalci. Nimajo, ker ni snega, ni, ne?
mi pa imamo, ampak če bi pa eden iz Afrike prišel v Slovenijo, a bi imel to možnost? Bi lahko poskusil, pa bi videl, ali mu bo šlo ali ne bo šlo. Ne? Tako da včasih moramo tudi malo spremeniti okolje, pa tam vidimo, kaj se tam pokažejo tudi naši talenti, naše sposobnosti. Ne? In tako bomo tudi mi na koncu življenja bomo dali odgovor o tem, kako smo izkoristili svoje priložnosti. To je pa že Jezus v tem drugo priliko povedal, ko je govoril o talentih, ko je dal gospodar veliko talentov in koliko jih je potem nekdo pridobil. A jih je kaj pridobil ali je pa vse zapravo. Ja. Dobro, no tako, se pravi, imamo priložnosti, imamo pomočnike, kdo nam pomaga, da bi obrodili sadove? Starši, najprej starši, potem duhovniki, učitelji, vzgojitelji, prijatelji, vidimo pri drugih, vidimo in potem sami poskušamo in se navdušimo za kakšne stvari in tako. Ne? No, tako da, no, tukaj imamo sadove, nekatere, ki jih lahko tako potem vidimo, če jih razvijemo, so pa tisti pravi sadovi, so pa sadovi Svetega Duha. Kateri so to? Apostol Pavel našteje nekaj sadov. Je precej več kot besed. Ja, ljubezen, potrpežljivost, veselje, usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, vzdržnost, ja, mir, ne? Veselje, ljubezen, veselje, mir, to so tri prve. Najpomembnejše. Ja, prve tri stvari. Ljubezen je najlepši sad, ne? Ljubezen vse obsega. Veselje je posledica ljubezni, ne? Ko imaš nekaj rad, ko te imajo drugi radi, si vesel. Ne? Veselje. Mir je spet eno veselje, ki je notranji mir, pomeni zadovoljstvo, sem zadovoljen, nimam želja, ne vem kaj. Ne? In zato bomo zdaj zapeli še eno pesmico o miru. Mir, kako dragocen je mir, mir srca, in če je v srcu mir, potem širiš mir tudi navzven. Če pa nekdo v srcu nima miru, potem je pa nemiren in ta nemir širi na druge. Vidimo, kaj se dogaja, ne? Ta nemir se vidi v družini, se vidi med sosedi, v razredu in tako naprej. Če je eden nemiren, takoj druge vznemiri, ne? In se vidi med državami v vojni. Dobro, mir vam dajem in zapuščam. Božji mir z neba. Kako je ta pesmica? Ja. Mir vam dajem in zapuščam Božji dar z neba. Božji mir nam prinaša, objemimo ga. Prosimo te, naš rešitelj, vojne nas varuj. Tistim, ki vojskujejo, se kmalu mir daruj. Tam na morju, tam v planinah, tam na tropskem tlu. Spremljaj brate in očite, pošli jim miru. Meče si prekujmo pluge, mrzimo prepir. Vsi kot bratje se ljubimo, a bo vladal mir. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj. Stoj mi noč in dan na strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Gospod z vami in s tvojim duhom. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha, naj pride nad vas, naj vedno med vami ostane. Amen.